Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije sta obiskala predstavnika Inštituta za tehnologijo Rochester oziroma Rochester Institute of Technology v ameriški zvezni državi New York. Gre za eno redkih univerz, katere študijski programi so prilagojeni za gluhe in naglušne študente. Inštitut ima poleg glavnega kampusa v Rochesteru v New Yorku mednarodne kampuse na Kitajskem, Hrvaškem, Dubaju in Kosovu. Z več kot 20.000 študenti in več kot 145.000 diplomanti spodbuja napredek v panogah in gluhih skupnostih po vsem svetu. Colin Allen, ki je tudi nekdanji predsednik Svetovne zveze gluhih, in Ivona Divič sta predstavila projekt univerze, ki bo prihodnje leto na Balkan pripeljal okoli 20 gluhih študentov z vsega sveta. Obisk teh predstavnikov je bil z namenom, da povprašajo, če je naša organizacija pripravljena gostiti in izvesti študijski program za te študente v smislu, da se jim predstavi zgodovina razvoja izobraževanja gluhih, zgodovina znakovnega jezika, kulture skupnosti gluhih. In veseli nas, da smo sklenili dogovor o študijskem sodelovanju med Rochester Institute in pa Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije. Poleg predstavitve zveze pa smo tudi predstavili eden izmed največjih projektov tega leta, in sicer mednarodno konferenco inštitutov znakovnih jezikov. In nad to informacijo so bili izredno navdušeni. Takoj smo se povezali. Takoj so nas povezali tudi z vsemi sorodnimi inštitucijami, ki imajo inštitute znakovnih jezikov v svojih državah, in napovedali tudi svojo aktivno udeležbo na tej konferenci. In seveda želimo si, da bo ta mednarodna konferenca, ki sta jo že potrdili Svetovna in Evropska zveza gluhih, potrdil tudi Rochester Institute, in vse v želji, da ta konferenca tudi rodi prvo mednarodno organizacijo inštitutov znakovnih jezikov, ne samo v Evropi, temveč tudi v svetu.
Mednarodna konferenca inštitutov v znakovnem jeziku bo potekala sredi novembra v Ljubljani. Njen namen pa je predvsem utrditi in opolnomočiti nacionalne znakovne jezike tudi z ustanovitvijo mednarodne organizacije.